Sodelujoče univerze bodo šole podprle z usposabljanji za pedagoške delavce. Kaj je kombinirano izobraževanje, ki je v fokusu našega projekta, pa nam bo zdaj predstavil in pojasnil predstavnik oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. To je dr. Marko Radovan. Izvolite. Najlepša hvala, me slišite? Slišimo. V redu, bom zdaj delil svoj zaslon. Tako. No, še v mojem imenu lep pozdrav. Pozdravljam vse, ki že sodelujete v projektu, kar nekaj nas je tukaj v skupini, pa seveda tudi vse, kar razmišljate, če bi se mogoče priključili ali pa vsaj spremljali rezultate našega projekta. Tako kot je bilo rečeno, Filozofska fakulteta oziroma oddelek za pedagogiko in andragogiko je eden od partnerjev v tem projektu in zdaj pač moja naloga danes je, da na kratko, se pravi v 10 minutah, malo pojasnim, kaj razumemo kot kombiniramo izobraževanje, kako se razlikuje od drugih oblik in seveda tudi pač nekatere mogoče na kratko njegove značilnosti. Torej, kombinirano izobraževanje vedno nekako opisujemo glede na odnos, pač koliko se tehnologija vključuje, v kakšni meri se tehnologija vključuje v izobraževanje oziroma v pouk. Torej, mi imamo na eni strani oziroma na eni skrajnosti imamo to tako imenovano delno tehnološko podprto izobraževanje, to je torej vsako izobraževanje, vsako poučevanje, kjer vsaj v nekem delu uporabljamo neko tehnologijo, torej mi pač uporabljamo skoraj vsi PowerPoint ali pa kakšno podobno sredstvo za predstavitve in seveda to je pač samo neka podpora že nekem ustaljenim metodam pa oblikam izobraževanja. Tako kot je že prej gospod Damjan nekako poudaril, v bistvu mi želimo oziroma kombinirano izobraževanje vključuje pa tudi v bistvu inoviranje pouka, se pravi uvajanje nekih organizacijskih, metodičnih, didaktičnih oblik, v bistvu, ki nekako spreminjajo neko ustaljeno prakso klasičnega izobraževanja. Torej, če v bistvu zdaj že vse izobraževanje poteka vsaj delno tehnološko podprto, je na drugi strani pač izobraževanje oziroma pač izobraževanje na daljavo, kjer pa v bistvu celoten proces poteka preko spleta oziroma preko nekih specializiranih virtualnih učnih okolij ali pa spletnih učilnic. To smo, bi lahko rekli, hoteli ali ne preizkusili zdaj v zadnjem letu, kako to poteka. Potem pa nekje na sredini, od tukaj tudi ime, je pa pač kombinirano izobraževanje. Se pravi, kombinirano izobraževanje kot neka oblika, kjer se križata, kombinirata ta dva pristopa. In mi nekako pravimo, v bistvu, da se kombinira, če se sprašujemo o tem, kaj zdaj kombiniramo. Kombiniramo po eni strani lahko različne didaktične ali pa pedagoške pristope. Torej, v bistvu, mi sicer tudi v razredu, naprimer, seveda kombiniramo različne didaktične oblike in metode, ampak v kombiniranem izobraževanju dejansko gremo še en korak dlje. In so v bistvu je to povezano tudi s samo organizacijo in mestom, kje v bistvu učenje pa poučevanje poteka. Drugi vidik pa je seveda kombiniranje različnih načinov ali pa tehnologij v kombiniranem izobraževanju. Treba je priznati, da seveda smo mi poznali kombiniran pouk ali pa kombiniran študij, še preden se je tehnologija zelo uporabljala ali pa vsaj na tak način uporabljala v izobraževanju. Ampak, naprimer, zdaj v tej sodobni šoli, pač v izobraževanju, recimo temu 21. stoletja, dejansko, ko omenjamo ali pa ko govorimo o kombiniranih oblikah, imamo v mislih tudi uporabo različnih spletnih ali drugih tehnologij. Mi smo jih zdaj preizkušali zelo intenzivno v zadnjem času, od spletnih učilnic, kot je Moodle, različnih platform za videokonference, kot so Zoom ali Teams in tako dalje.
v temu projektu, ki si želimo seveda vpeljati tudi neke novejše, mogoče še en korak naprej teh tehnologije v izobraževanje. Zdaj, kako je sama organizacija pa izvedba tega izobraževanja različna od klasičnega, ne? Tukaj sem sicer neko zelo poenostavljeno sliko pokazal, kako naprimer se različne aktivnosti, tudi različne metode in oblike uporabljajo lahko v posameznim obliki izobraževanja. Torej, če govorimo zdaj o nekem klasičnem, tradicionalnem pristopu, se večino učenja in poučevanja zgodi v šoli. Mi imamo razlage, izvajamo pouk, izvajamo tudi praktični pouk in vse tudi recimo različne oblike, kot je skupinsko delo in tako dalje, urjenje spretnosti in tako dalje poteka v šoli. Doma potem je pač različno seveda od predmeta do predmeta ali programa do programa, pač so neke obveznosti ali zadolžitve in pač samostojno učenje. Če pa preidemo v kombinirano obliko, tukaj pa vidite dejansko, in tukaj sem želel to poudariti, da v bistvu se tukaj različni cilji, različne metode in oblike lahko enkrat uporabijo na šoli, v živo, drugič pa lahko v bistvu to opravimo s pomočjo neke tehnologije, na nek drug način. Tako da je lahko tukaj, naprimer, delno se pouk izvede v šoli, v razredu, delno v bistvu lahko mi te vsebine kot učitelji posredujemo ali preko različnih videokonferenčnih sistemov ali preko nekih posnetih gradiv in tako dalje. Enako velja za sodelovalno ali pa skupinsko delo. To skupinsko delo lahko ali poteka v bistvu v razredu, v šoli, lahko se potem nadaljuje v bistvu na spletu v nekem virtualnem okolju, lahko v bistvu poteka samo v virtualnem okolju in tako dalje. Skratka, tukaj se lahko te doseganje različnih ciljev, naprimer pri predmetu, deli na cilje, ki jih dosegamo v živo v razredu in tiste, v bistvu, ki jih lahko pač dosežemo tudi pač s pomočjo nekaterih tehnoloških pripomočkov ali tehnoloških okolij. Zdaj, kar zadeva različnih oblik kombiniranega izobraževanja. Jaz sem že vam omenil, da lahko pač mi te cilje dosegamo oziroma si organiziramo na različne načine. Seveda so pač te načini bili že do neke mere tudi nekoliko opredeljeni oziroma opisani. Ena mogoče bolj znana, bolj uveljavljena publikacija je od Christensena in kolegov, ki so jo pred nekaj leti izdali in opisali 4 glavne modele, krožni model, prilagodljivi, izbirni model in pa virtualni model. Zdaj, jaz bom tukaj pač samo na kratko jih vam pač omenil, kateri so, pač omenil, da v bistvu je mogoče bolj klasičen ali pa bolj manj zahteven pristop k vpeljavi kombiniranega izobraževanja, ta krožni, kjer lahko pač ta kombinacija se kombinira pač v živo ali z različnimi metodami in tehnologijami v šolah, celo v razredu predvidevajo kot eno tako osnovno obliko kroženja, ali pa seveda med šolo in domom, torej kaj v bistvu dijak opravi doma. Te ostali trije, prilagodljivi, izbirni in pa virtualni, pa dejansko že zelo temeljijo na nekih bolj pač izkušnjah, ki jih pridobiva in učenju, ki ga pridobiva na spletu. Zato je seveda potrebno veliko več vložka v izdelavo gradiv, spletnih učilnic in tako dalje. Ampak, naprimer, ta prva stopnja, oni tudi to v bistvu prvi model nekako med te hibridne oblike prištevajo, so dejansko te krožni modeli oziroma krožni model in njegove podoblike. Zdaj, če bi vas zanimalo več, kaj zdaj vsak pomen, kako v praksi izgleda, vas seveda vabim, da si ogledate to pač publikacijo njihovo, ki je dostopna tudi na spletu. Nekoliko smo te modele opisali tudi v smernicah, ki jih je Center za poklicno izobraževanje izdal prejšnje leto. Mogoče zdaj na koncu samo še o samem mogoče načrtovanju oziroma načinih in to, kako se pač tega načrtovanja lotimo.
pač strinjamo se, da tukaj zdaj temeljni del prilagajanja in seveda razmisleka o tem, kako kombinirati različne vsebine, različne aktivnosti je seveda na ravni predmeta oziroma modula, se pravi to recimo neka odgovornost in pač izziv, ki si ga pač učitelj zastavi, ampak glede na zahtevnost pač upeljave kombiniranih oblik izobraževanja, torej, da pač se nekatere aktivnosti pač dogajajo izven šole, nekatere v šoli, nam je jasno, v bistvu, da to ne more en sam učitelj delati pri enem predmetu, medtem ko pri ostalih predmetih izobraževanje poteka po ustaljenih tirnicah, če temu tako rečem, ne. Torej, imamo seveda raven predmeta, kjer učitelj seveda razmisli o različnih ciljih, ki so pač postavljeni pri predmetu, učnih ciljih seveda, in seveda o tem, kako jih razporediti po različnih aktivnostih in okoljih. V to v bistvu mora biti seveda vključen tudi pač, ne vem, njegovi kolegi ali v letniku oziroma na oddelku, da se lahko to razporedi oziroma prilagodi tudi pač glede na ostale predmete ali module. Načeloma govorimo, da če se odločimo za kombinirano obliko izobraževanja, ne gremo mi solo, torej sami v to obliko, ampak je v bistvu to nek konsens na ravni oddelka celo. Oziroma lahko bi celo rekli, da je potrebna tudi podpora, vsaj moralna, če ne drugačna, strani vodstva šole. V bistvu, da te v veliki meri tudi organizacijske oblike podpira. Zdaj, v bistvu je pač mogoče tukaj eno opozorilo ali poudarek, v bistvu jaz tukaj ves čas poudarjam načrtovanje, pripravo, sodelovanje med učitelji in tako dalje. Se pravi, v bistvu tukaj moramo vse nekoliko drugače pristopati k načrtovanju pa izvedbi kombiniranega izobraževanja kot temu, čemu smo bili priča prejšnje leta, v bistvu, kjer smo bili dejansko prisiljeni se čez noč prilagoditi novim razmeram in pač po nekih lastnih zmožnostih čim bolj izvesti pač predmete in naše poučevanje na spletu. Tukaj so se seveda pokazale nekatere pomanjkljivosti, tudi prednost kombinirane oblike je to, da lahko pač tisto, kar smo ugotovili, in mogoče je tudi ta izkušnja dobra, tako kot je že uvodoma gospod Damjan rekel, da smo ugotovili, katere stvari ne delujejo, in bi bilo treba izvesti v živo, katere pa dejansko imamo dobro izkušnjo, da jih lahko izvedemo tudi preko pač na neke druge načine, mogoče v spletni učilnici ali kaj podobnega. Več o teh vidikih organiziranosti, prilagajanja in tako dalje, tudi razmisleka o samem ocenjevanju in preverjanju v teh smernicah, ki upam, da jih že poznate, vsaj vi, ki se malo bolj zanimate v bistvu za te oblike izobraževanja. Tako da na tej točki bi se jaz poslovil od vas, se vam zahvalil za pozornost, se pa bomo sigurno videli še na kakšnih usposabljanjih, ki bodo potekali v okviru tega projekta. Tako da hvala in lep dan še naprej.